zakaj bo že mama povedala. Sem vesel, da ste naš poslanc, ampak v isti sapi imam par, bom rekel, predlogov in neke pomisleke. Zadovoljen sem, da ste imel tudi kolokvij z gospodom Kučanom, ampak v isti sapi bi vas prosil, da najdete neko priliko, pa ga vprašate, kdaj bo te informacije, kdaj bo te vesti, kdaj bo te zgodovinske trditve bile tudi v naših učbenikih, kdaj bo to omogočil, da bodo tukaj v tej dvorani tudi mladi ljudje, ne samo stare krepe, kot smo mi. To je moja sugestija. Druga stvar je pa, kar vam povedal, včasih se ločena starša mož pa žena v korist otroka odločita za skupno sodelovanje zaradi same koristi otroka. Mislim, da ste v tem slučaju oče in mati zelo odgovorna zaradi otroka. Mogoče kasneje nastane tudi ponovna ljubezen med njima. Jaz bi želel, srčno želel, če hočete, da demokracija ne bo spet po 25 letih na istem mestu, kot je danes, da bi se saj desna stran toliko lahko združila in najdla skupni imenovalec, da bi pred vsako šolo postavili eno lipo v Sloveniji v znak protesta, da v učbenikih ni napisana osamosvojitev, kot bi morala biti. Pa naj pomaga tudi tokrat, gospod Kučan. Hvala. Spoštovani gospod, jaz nimam odgovora, kot to, da rečem, da se strenjem in ko bom nesel knjigo tudi Milanu Kučanu, prvi priložnosti, ko vam srečo na kakšni državni proslavi, mu jo bom predal, ker ti ne srečujem sicer, mu bom prinesel to vaše sporočilo, ker se strinjam z vami. Nimam kaj dodati. Mi imamo domovinska zavest. To je dolžnost, ni več zavest. To je naša dolžnost, zgodovinska. Gojenje domoljubja je naša dolžnost. Ni več čakanja. Jaz se popolnoma strinjam z vami. Se popolnoma strinjam. Še kakšno vprašanje? Potem, če ni več drugih vprašanj. Sprave, jaz vam povedal lastni primer. Jaz se zmeraj najprej sabo spravim, ker to je najboljši formula. Zakaj? Ne zaradi tistega, ki me lahko sovraži v navednicah, saj mislim, da nimam sovražnikov, ampak ker sam dobro tako stojim, direktno pri morci, če sem sam sabo spravim. Istočasno vsak dan, ne pozabim en dan, dokaj me vdiha, molim za moje sovražnike, ki ne poznam. Ker mislim, da ta energija pride preko Boga tudi do njih, da vidim, da se lahko skupaj družimo. Nimam predsotkov za spravo. Jaz bi spravo zelo hitro napravil po receptu gospoda Značkofa Šuštarja. In ste zadev večerno, če ste rekel en kamenček, mozaik, tudi ta knjiga. Zato pozdravljam vaša knjigo. Jo bom kupil tudi zaradi tega. Ker mogoče sem tudi še kaj naučil, kar v tem času nisem uspel. Zato res prosim, kar zadeva tega, kar sem prej rekel, je naša dolžnost, ni več pobožna želja. Najlepša hvala. Jaz dam pa mojo besedo, da bojo moja prizadevanja, upam, da so bila že do zdaj in da bojo tudi naprej skozi moje javno delovanje, dokler mi bo Bog dal, pa zdizel v televiziji, da bom nadaljeval s temi prizadevanji. Da najlepša hvala, moj poklon. Mi dovolite, preden besedo predam zaključno organizatorjem, če smo začeli z enim takim citatom, ki se je nanašal na Mohorjeve knjige, da tudi zaključim z mislijo, sicer Frana Saleškega Finžgarja, ki je 30 let tudi delal za Celjsko Mohorjevo družbo in je prav v tem kontekstu, kot smo zdaj končali, zapisal takole. V koledarju leta 1924. Če hočeš koga pridobiti za Mohorjevo družbo, ne glej na njegovo strankarsko pripadnost in ne na njegov stan. Mohorjeva družba je za vse stranke in vse stanove.
Saj smo si kljub vsem razlikam vendar bratje, sinovi ene matere Slovenije. Pravzaprav je Mohorjeva družba nam vsem še toliko bolj potrebna, čim bolj smo si politično in strankarsko razdeljeni. Kajti tem bolj so nam pomembne stvari, ki so nam vsem skupne. Čim enotnejši, tem močnejši. Mislim, da lepših besed za zaključek tega srečanja skoraj ne bi mogli najti. Knjiga je gotovo tista, ki povezuje, ki združuje, tako kot je tudi avtor sam povedal, ki nima namena ločevati in ki je dala priložnost sem. Knjigo je uredil naš sodelavec, gospod Ivan Mohar, tehnično je opremil gospod Rok Ločniškar, lahko jo kupite tudi danes pri izhodu, zmeraj pa je tako kot vse druge naše knjige na voljo tudi v katoliški knjigarni tukaj v Gorici, tako da lepo povabljeni, da zaidete kdaj tudi tja. Pa še enkrat res prisrčna hvala za to lepo vzdušje danes. Nocojšnjima gostoma se iskreno zahvaljujemo za lep večer, tako kot je povedala gospa, knjiga je na razpolago, jo lahko kupite in bo gospod tudi z veseljem podpisal verjetno, ne? To je vabilo še za prihodnji teden. Na večeru bomo obravnavali vlogo kmetijske in turistične ponudbe na slovenskem narodnem območju. In sicer v gosteh bomo imeli predsednika Kmečke zveze Franca Fabca ter gostinca in turističnega podjetnika Joška Sirka. Z njima se bo pogovarjal agronom Miloš Čopar. Vabilo, to je Kulturni center Lojze Bratož v sodelovanju z društvom Anton Gregorčič, organizira avtobus. In sicer obisk srečanja na Svetih Višavjah 7. avgusta, ko je srečanje treh Slovenij. Ste povabljeni, če boste prišli z nami, da bomo veseli. In še zaključujem nocoj, mi običajno nadaljujemo klepet tako v osebni obliki, ponudimo kapljico vina, to se pravi, če se boste ostali v naši sredi, vas bomo veseli. Hvala vsem za nocojšnji obisk, hvala še našim gostom in lep večer še naprej. Zelo lepo. Zdravi ste, v redu ste. Pomeni vedo.
Vidiš,